Še dve besedi o pokojnini. V petek je bila javna predstavitev mnenj izhodišč za novo pokojninsko reformo, torej zakona ni niti kakšnih konkretnih predlogov, po naših ocenah predvsem načrtovani dvig upokojitvene starosti na 65 let, ki precej razburja. Najbrž ni to najbolj pomemben korak ta trenutek, ko imamo ogromno brezposelnih, tudi med mladimi, da bi zdaj podaljševali delovno dobo. Se bo pa zagotovo tudi na tem področju moralo kaj narediti in bi se ministrstvo moralo vprašati, v čem je problem, da se dejansko slovenski delavci upokojijo takoj, ko je možno, torej takoj, ko izpolnijo pogoje. Zagotovo tudi zato, ker se pač s časoma že s prejšnjo pokojninsko reformo odmera za pokojnino poslabšuje, oziroma bodo vsakeč kasneje, ko grejo v pokoj, bodo imeli lahko slabšo pokojnino in zato se normalno odločajo čim prej za pokoj. Medtem ko bi bilo dobro pripraviti ukrepe, ki bi spodbujali k temu, da bi zaposleni in delodajalci raje ostajali še, oziroma da bi se sami odločali za podaljšanje aktivnosti. Omenila sem že, da se pokojnine, torej da je zamrzneno usklajevanje pokojnin bilo z interventnim zakonom, ki smo ga sprejeli kar zraven proračuna, kar pomeni, da se pokojnine novembra niso uskladile. Za naslednje leto vlada celo napoveduje, da se bo usklajevanje pokojnin prepolovilo. Nas to malce skrbi, kajti v prejšnji mandat smo poslušali, da je med upokojenci ravno največ tistih, ki so na robu ali pa so precej socialno ogroženi in zato se nam zdi, da bo to lahko povzročilo nove socialne stiske, ki pa si jih v teh časih ne bi želeli. Vse kaže, da je tudi malce zamrl socialni dialog. Vlada je sprejela kar nekaj ukrepov tudi brez dogovora s socialnimi partnerji, vendar pa v času krize je še toliko bolj pomembno, da je vsaj pri teh ključnih zadevah dosežen nek konsens, torej da so vsaj večinoma je doseženo neko družbeno soglasje in pač vlada ne sprejema nekaj, brez da bi v to vključila vse druge partnerje. Torej za zaključek, predlog najnujnejših ukrepov, ki jih predlagamo. Absolutno bi morali sprejeti paket ukrepov na trgu dela, s katerim bi zagotovili večjo fleksibilnost delodajalcem, zaposlenim pa omogočili ustrezno varnost. Torej, pristopiti bi bilo nujno treba k spremembi zakona o delovnih razmerjih in spremembi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Na novo bi morali opredeliti vsebino in višino minimalne plače, s katero bi zagotovili pošteno plačilo za pošteno delo. Takoj bi moral biti sprejet zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerim bi zagotovili enotno vstopno točko v sistem socialnih pomoči in enotno evidenco vseh pomoči, ki jih prejema posameznik. Nujno bi morali sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Vemo, da se prebivalstvo stara in da naši starejši, torej ta trenutek ni možnosti vseh, ki bi to potrebovali, nastaniti v domovih za starejše občane in zato bi morali poiskati tudi druge možnosti, torej pomoči na domu in omogočiti neko solidno oskrbo teh naših starejših. Dvigniti bi se morale pokojnine za polno delovno dobo nad prag revščine, ki je na novo določen, in ponovno bi se moral vzpostaviti neka ustrezna raven socialnega dialoga, torej vsi ukrepi z tega področja bi se morali sprejemati skupaj s socialnimi partnerji.